Dobro se spomnim, ker še ni toliko dolg nazaj, ko je Toyota govorila, da ni potrebe po električnih avtih, da se bodo oni rajši osredotočili na razvoj učinkovitih hibridov in vodika. No, pa je prišel val električnih avtov in seveda največji proizvajalec vozil na svetu ne more kar mirno gledati, kako gre vse mimo njega. Nekaj časa je trajalo, da so razvili svoj prvi pravi električni BZ4X, zdaj pa je tukaj CHR+, ki napada še veliko bolj konkurenčen razred C-SUV in seveda ima kaj ponuditi. V tem času so minile tudi prve porodne težave, ki so pestile prvi BZ4X, zato so Toyotini inženirji vmes močno izboljšali polnjenje, predvsem zelo učinkovitim predgretjem baterije. Pa tudi same baterije so izboljšali, da ne bo skrbi. Pazite to, Toyota je edini proizvajalec, ki ponuja na baterijo kar 1 milijon kilometrov jamstva. Me prav zanima, kdo jih bo toliko prevozil v 10 letih, oziroma če jih bo kdo, naj se kar javi, da poslavamo prispevek z njim. No, CHR+ sem prvič videl marca lani, ko so Japonci napovedali vstop v ta konkurenčen segment električnih avtov, ki so najbolj uporabni za družine. Že takrat se mi je zdela zanimiva izbira imena, priznam, da meni ni bilo všeč, ampak že vejo, zakaj so se tako odločili. Baje je CHR tako prepoznavno in uspešno ime, da so uporabili kar tega, plus pa pač pove, da gre za nekaj več, v tem primeru za malo večji avto in seveda za drugačen pogon. Čeprav nikjer ne piše na Auto Plus. Razen imena s svojim bratom nima pa ničesar drugega skupnega. Uporablja čisto novo platformo ETNGA, ki je, kot pove ime, namenjena električnim avtomobilom. Zelo so se potrudili pri torzijski čvrstosti, da avto deluje kompaktno in ima dobre vozne lastnosti, kar lahko takoj potrdim, ko sem ga prvič zapeljal prej. 17 cm je tudi daljši od navadnega CHR, če ga že s tem primerjam. Ta meri 4,53 metra, zato je znotraj precej več prostora, tudi takole za kolena, edin spodaj bi ga bilo lahko še mačkam več. Za noge, ok, pa tudi prtljažnik, ne, je 416 litri, v bistvu dost velik. Ko ga pa takole gledam, se mi zdi pa, da je celo večji, ker ima toliko širine. Notranjost je dokaj enostavna in super izdelana, hitro se znajdeš, priznam pa, da mi oblikovno ni preveč všeč ta del z merilniki. To je seveda stvar okusa, čeprav si bo treba tudi volan znati nastaviti, da boste potem dobro videli na njih. Zame ni posebnih težav, ker sem poprečno visok, za kakšne nižje pa mogoče bo, bom Anžeta vprašal, ko ga bo vozil. Ima pa tukaj potem tudi dva prostora za telefon povent, pa nekaj pravih gumbov tukaj, pa tudi teli za klimo so ful enostavno dosegljivi, ker so vse bližnjice takoj na voljo. In še ena stvar, opozorilnik za hitrost se tukaj enostavno izklop in je mir. To. Tri različne moči boste lahko izbrali in dva različna pogona ter bateriji. Osnovni ima 123 kW, to je 167 konjev, sprednji pogon in baterijo z neto 54 kWh. Ta, ki ga vozim sam, ima prav tako sprednji pogon, ampak 165 kW, to je 224 konjev, in večjo baterijo z neto 72 kWh. Najmočnejši pa ima dva motorja in s tem seveda 4-kolesni pogon, moč pa 252 kW, to je 343 konjev in enako zmogljivo baterijo z neto 72 kWh. Tega vozim naslednjič. Torej, ta s srednjo močjo in večjo baterijo bo verjetno tudi najbolj zaželen, ker ima doseg povrata pa kar 607 km z 18 palčnimi kolesi. Prej recimo, ko sem štartil, je pisalo, da ima doseg do 500 km po teh navadnih cestah, kar je zelo fajn. CHR+ je od tale oddaljen okoli 185 mm, torej je lepo v povprečju vseh takšnih višjih avtov, nikakor pa ni v povprečju po voznih lastnostih, ker moram res pohvaliti, kako lepo in nevtralno se pelje. Tehta malo po 2 tonama, ampak deluje lahkotno in tukaj vidim tudi dokaz, da so inženirji res dobro nastavili krmilni mehanizem, ker lepo čutiš, kaj se dogaja z avtom. To poudarjam, ker so se posebej hvalili, da so to nastavljali in očitno jim je uspel. CHR+ je že tudi pri nas in bo verjetno končno tudi Toyota postavil med konkurenco električnih avtov. Jaz pa se že ogrevam za 4-kolesno različico, ki jo predstavim v naslednjem prispevku. Če me tale portugalski dež ne zalije prej.